Društvo onkoloških bolnikov Slovenije kaže na velik pomen, ki ga ima učeča se skupina za kakovost življenja posameznika. Pri uresničevanju ciljev uspešno združuje strokovne in laične moči. Pri svojem delu na Onkološkem inštitutu sem srečevala dragocene posameznike, ki so po preboleli bolezni čutili potrebo, da bi naredili tudi nekaj za druge. Tako smo začeli organizirati najprej samopomoč, usposabljati prostovoljke, ženske z rakom dojke, da so začele obiskovati na novo obolele na oddelku. Tako da pravzaprav je to osnova našega društva. Deluje 18 skupin za samopomoč za ženske z rakom dojke v različnih krajih po Sloveniji. Prva in najstarejša je skupina, ki deluje v Ljubljani že več kot 20 let. Osnovni namen skupine za samopomoč je, da bolnice ob izmenjavi izkušenj lažje premagujejo težave, ki jih prinaša življenje z boleznijo. Vsako skupino vodi prostovoljski tim, to je prostovoljka pa strokovni vodja. Prostovoljka je ženska, ki je pred najmanj 2 letoma bila zdravljena za rakom dojke, ki je dobro rehabilitirana in je za svoje delo posebej usposobljena. Strokovni vodje so pa zdravstveni strokovnjaki različnih profilov. V društvu se odlikujejo po domiselnosti, s katero nagovarjajo tako javnost kot bolnike. Njihovo delo ima dobrodejen vpliv na oblikovanje javnega mnenja, predvsem na premagovanje strahu pred rakom in na odnos javnosti do obolelih. Meni osebno je po bolezni izredno pomagal program po Simondonu. Srečavali smo se 8 tednov, se pogovarjali o tesnobi, ki nas je spremljala. Prostovoljke delujemo v 5 bolnišnicah v Sloveniji. Imamo supervizijska srečanja, kjer izmenjavamo izkušnje. Pohodništvo veliko pomeni, zato ker tam moraš tudi vse od sebe dati, kakor imaš tudi v življenju, in če premagaš bolezen, tudi veliko energije rabiš. Znotraj programa Pot k okrevanju zadnje 4 leta deluje tudi skupina za bolnike z rakom. Fantje iz te skupine so v preteklem tednu organizirali akcijo Kolo življenja. Ravno včeraj smo imeli redno mesečno srečanje po končani akciji in je na skupini zelo prišlo do izraza, kako take skupne aktivnosti povežejo med seboj. Želimo bolnike opogumiti, da nekaj zase naredijo oziroma da bolezen ne bi bila korak nazaj, ampak korak naprej v življenju.